No, dober in uspešen primer izobraževanja brezposelnih pa je Ravenska železarna. Tam so pred natanko 3 meseci obljubili, da bodo nekaj 100 brezposelnih ob državni pomoči rešili na svoj način, ki ni ravno pogost. Obljuba oziroma napoved pa je bila takšna. Prav tako se mi zdi izredno pomembno poudariti, da na Koroškem začenjamo z skladom dela, ki bo nekako, mislim, da premostil ta most med brezposelnostjo in ponovno zaposlitvijo in bomo lahko uspešno vključili v te programe okrog 150 delavcev do konca letošnjega leta. Po 3 mesecih smo preverili, koliko takrat izrečenega je tudi uresničenega in ugotovili, da skoraj vse. 76 delavcev je doslej končalo izobraževanje, 16 ga obiskuje v teh dneh in kar je najpomembneje, 40 jih že dela. V sklad so enakopravno vključeni tudi invalidi. In zakaj se nam je vso stvar sploh zdelo potrebno preveriti? Zato, ker se kaj rado zgodi, da tisti, ki so na čakanju več kot 5 let, povsem izgube interes za ponovno zaposlitev. Na Ravnah so se problemu izognili tako, da so vabilo na izobraževanje opredelili kot poziv na delo. Kdor se ga ni udeležil, temu bi se zmanjšale socialne pravice ali prejemki iz naslova brezposelnosti in odziv je bil 100-odstoten. More biti za koga nekoliko grob recept, a zdravilo, ki ga je predpisal, bo koristilo vsem, družbi in posameznikom.